Dober dan, vrača se podcast VAR, danes bo posebej zanimiv. Jaz se te vdaje izjemno veselim, z nami je eden najuglednejših nogometnih delavcev v Sloveniji, eden najtrofejnejših trenerjev v Sloveniji, Matjaž Kek. Gospod Kek, dobrodošli. Dober dan. Hvala, da ste se odzvali vabilu. Hvala vam za vabilo. Poskušali bomo predstaviti položaj reprezentance A v tem trenutku po novi sezoni Lige narodov, oziroma je nekje vmes, ker Slovenijo še čakata marca 2 tekmi s Slovaško, ki je stara znanka ravno selektorja Keka. Prvič, ko se je z njo soočil, je odšla reprezentanca na svetovno prvenstvo v Afriko, tako da bomo poskušali nekako tudi potegniti usporednico s tisto in sedanjo generacijo reprezentance. Za začetek, kako je bila vožnja iz Maribora v Ljubljano? Ja, vedno podobna, no, ampak niso tiste hujše ure, kar se tiče proti Ljubljani. Gre, no, ampak lahko je bilo dosti boljše. Zadnji tekmovalna izkušnja iz Ljubljane, Avstrija, Kazahstan, s tem se je končala Liga narodov, Norveška. Kako pogledate zdaj z te distance nekaj tednov na opravljeno v Ligi narodov kot pripravo na kvalifikacije za prvenstvo ali kot čist zgolj to tekmovanje Lige narodov? Mislite samo na domače tekme? To so bile na koncu, zadnji novembra. Ne? Gre za to, da ne moreš več govoriti, da se skozi Ligo narodov pripravljaš za naslednje kvalifikacije, ker to je eno tekmovanje, ki nosi sabo kar pomembnost skozi dobre rezultate, ampak tudi skozi slabe rezultate. Mislim pa, da je glede na stanje, v katerem smo bili to jesen, rezultat nekje realen, objektiven, da smo zmagali tisto, kar smo morali zmagati, oziroma kar se je bilo za pričakovati, da smo proti Avstrijcom, boljše bilo sicer, če bi eno zmagali, eno izgubili, ne, ampak proti Norvežanom smo pa dvakrat zgledali slabo. Kakšne so recimo pozitivne stvari, ki ste jih lahko izvlekali iz teh tekem? Vemo, kaj je bilo na Euru. Tam je bila verjetno letvica nepričakovano visoko postavljena. Videli smo, kako je šlo po Ligi narodov. Odkje ta razkorak? Ali gre res samo za, mislim, to je dejstvo, nepripravljenost določenih igralcev v primerjavi z Eurom, ali je bilo še kaj drugega? Mislim, da je kar nekaj stvari, ki so preveč vplivale, da mi v nekaterih tekmah nismo zgledali tako dobro. Čeprav smo začeli dobro, mislim, da je tista tekma proti Avstriji v Stožicah bila nekje neka objektivnost, pa tudi moment takoj po Evropskem prvenstvu, ki je kazal na neko stabilnost. Tekma proti Kazahstanu doma, tudi kar se tiče iz gledanja različnih strokovnjakov nogometnih, je bila za oko lepa, da nismo samo nabijali ven oziroma se branili. Potem pa je prišel tisti moment, kjer smo pa preočitno začeli padati. Zdaj vzrokov analize delamo, je dosti. Sigurno, da neka tenzija evropskega prvenstva, visoka emocija, neverjetno motiviranost in pa vse, kar se je dogajalo, lahko pri državi, kot je Slovenija, pusti svoje posledice za majhno bazo. Jasno je, da so nekateri igralci predolgo zamujali na priprave v klubih, da so se ekipe formirale in potem so kar naenkrat izgubili minutažo. Dosti je bilo poškodovanih igralcev, preveč, kar naprimer prejšnjo leto smo imeli ali srečo, ali smo tako dobro pripravili vse skupaj, da poškodb pravzaprav ni bilo, da je edino Janža ni igral zaradi kartonov tisto ta zadnjo tekmo. Tudi urejanje samih statusov je bilo zelo meni tu vprašljivo. Tu že prijemo mogoče do naslednjega problema, ki ga že vaš kolega omenjal, ali je zdaj to bilo dovolj zrelo z naše strani, da se unovči tudi skozi kar različne transferje, ali je bilo res dolgo treba čakati. Potem je pa tudi seveda, da se je po Evropskem prvenstvu kar naenkrat se je zamenjalo pa 7, 8, 9 igralcev celo v določenih momentih kadra, kar mislim, da je za nas preveč. In potrdilo se je, z mojega zornega kota, tisto, kar sem enkrat že omenil, da Slovenija se ne sme dopustiti, da v določenem momentu kar naenkrat nekateri igralci izginejo. Pa so to tudi leta 30, 32, 34,
druge v drugih reprezentancah ali kje druge takrat najbolj izkoriščajo in znanje in izkušnje teh igralcev. In to leporečenje, atraktivno, mladi nogomet, napadalno, to je meni je to mimo že, ne, jaz se glede tega nočem več pogovarjati. Tako da je bilo kar nekaj stvari, glede na to, da mogoče nekdo gleda iz zornega kota, da je ta Liga narodov priložnost za selekcioniranje, za nekaj novega, je seveda tu, zdaj stojimo na dveh polih, lahko gledaš to in jaz mislim, da se je selekcioniralo kar samo, ker nekrat ni bilo 8-9 igralcev iz kadra, ki so bili na Evropskem prvenstvu, po drugi strani smo dali prednost mladi reprezentanci, kar mislim, da je prav in se je pokazalo tudi kot prav in predvsem so mi manjkali tisti igralci, ki so bili v neki rotaciji, in ki jih je zdaj pod nekem času, ker so pa že zraven, bil mogoče čas za njih. Ne. Stanković, Gorenc, Verbič, Blažič je kar naenkrat zginil, potem te poškodbe, ki so pa sestavni del športa, tako je sestavni del, da v nekem momentu nekdo ni v formi in da se nekdo poškoduje. No. Govorec selektor te je izval, nekaj si njem zapovedal. Odprl je tok front, da ne vem, če lahko damo često, ampak izhodišče je to, kar je omenil gospod selektor, baza. In ta baza nas bo zmer ali tepla, včasih pa tudi nagradila. In tukaj moramo biti pa zelo natančni. In iz tega potem lahko naprej vlečemo in mogoče, če so kje kakšni očitki ali pa ne do očitki, drugačno videnje je ravno ta selekcija znotraj te minimalne baze, ki jo imamo, ki je pa pogojena tudi na slog igro, kot prav atraktivnost igre, kaj si lahko sploh Slovenija privošči, kako si lahko sploh privošči, če si sploh lahko privošči. Ne? In zdaj mene predvsem to zanima, če bi lahko mogoče selektor najlažje pojasnil. A si lahko sploh Slovenija privošči v kratkem roku neko spremembo, če ni pogojena z na nek način tudi konsenzom, ker seveda zdaj smo v situaciji, da karkoli zgubiš, pa tudi če je prijateljska tekma, navijači zahtevajo glave. Ne zahtevajo to, ampak realno osnove ni. Ne. Kaj si lahko sploh privošči Slovenija v nekem enem ciklu? Si lahko privošči en ciklus, da ga stran vrže za dobrobit naslednjega ciklusa? No zdaj, če bi to potrdil, potem bi vlekel vodo na svoj mlin. Jaz pa nisem prišel danes sam, da bi vlekel vodo na svoj mlin, ampak da se bi nekje v neki konstruktivni kritiki, objektivnosti pogovarjali o problemu slovenskega nogometa. Vlečem iz neke izkušnje generacije, ki se je uvrstila na svetovno prvenstvo v Afriko. Tista generacija je bila takrat najbolj zrela. In takrat je pravzaprav šele po Afriki bi morala začeti dosegati dobre rezultate. Začelo se dogajati, kar se je dogajalo in absolutno možno celo, da se ponavlja Afrika. Tako ste omenili, da so nastavki že, da če bo še ena generacija, mogoče ne bo potrdila to svojo kvaliteto. Se pa zdaj nekaj drugega dogaja, da tista stran, ki nosi neko odgovornost, ki je nekaj dosegla, zagovarja nek način prihajanja do pozitivnih rezultatov, odmevnih rezultatov in na klubski sceni in na reprezentančni sceni, da pa nekdo drug vidi to skozi neko atraktivnost, skozi več kreativnosti, več všečnosti, več spreminjanja pripravljenosti na plan B, na plan C, na plan D. Tako da debata oziroma mislim, da neko težo nosi in eno razmišljanje in drugo razmišljanje. Jasno pa je na naša baza, jaz si težko predstavljam, da kar naenkrat iz kadra Evropskega prvenstva ti zgine 8-9 igralcev, da jih nimaš. Ob tem ta mladih noče že vzeti, kar bi enostavno slabil in ne bi prišel do nekega odmevnega rezultata in do neke podlage, da boš pa lahko nekaj spremenil, zaradi tega, ker so fanti v U21 dokazali za kvaliteto. Da lahko igrajo na najvišjem možnem nivoju. In tukaj bo jaz direktno, jaz mislim, da Slovenija mora zelo paziti, da ne zavozi še ene generacije, ki pa morala biti zdaj najbolj zdrava, ampak ne samo Slovenija, tudi oni sami bi morali po mojem v določenem momentu več narediti in nekdo je rekel, da reprezentanca samo izrablja in potem zavrže igralce po 3-4 tekmah.
Mislim, da je to totalno mimo, se kaj mojega pogleda, ne vem, kakšen je vaš, ampak jasno pa je, da je baza takšna in da se moramo s tem sprijazniti. Zdaj, če bomo kaj naturalizirali, ne vem, moja izjava za Dofota je bila širše postavljena, Dofo je bil vzet kot primer, tako da se strinjam, kar dosti je frontov, v katerih se splača pogovarjati, predvsem z različnih pogledov, ker vedno, ko si v problemu, mogoče določene probleme od zadaj ne vidiš, ko si nekje na bolj udobnem položaju, lahko tehtnejše, zrelejše, preudarnejše govoriš o nečem, kar je vidno pa je bilo zdaj skozi jesen, da nismo bili na tem nivoju, kot smo bili na Evropskem prvenstvu. Če je kdo to pričakoval, jaz nisem. Kljub temu, da smo bili v vseh evropskih almanahih UEFA po Evropskem prvenstvu, kako se igra v zgoščenem prostoru, kako se dela transformacija, ker mislim, da smo bili pa dobri. Letošnji rezultati, tudi vi ste jih pokazali mi prej, kažejo na nekaj drugega. Takoj pade kvaliteta, potem pride še vse skupaj analiza dobljenih dvobojev, usmerjenosti v povzeti žogi in te številke zdaj v tem momentu niso dobre. Ali je to od načina igranja, ali je to od forme, ali je to od momenta, v katerem pač so zdaj igralci, ali mislijo oni, da tega več ni treba delati. Tisto najboljše, kar znajo, to je pa zdaj seveda stvar naslednjega obdobja, ko se bo pa treba odločiti, v katero smer. Jaz motam, da smo zgledali boljš proti Norveški, čeprav je bilo tam absolutno kot proti Avstriji, čeprav je bil rezultat obraten. Ne? Ampak kar sem pa opazil, ali pa se je opazil iz tribune, ne vem, kako je bez igrišča, da ključne gole ali pa ključne napake so se pa zgodile ravno na položaju, kjer bi rabile enega naturaliziranega ala Dofota. Ne? Se pravi, tam je šlo, skoraj ne moš verjeti, da lahko na tej ravni dobivaš take gole, ker po sredini. Zadnje analize, ki smo jih delali, pravzaprav smo ravno delali učinek zvezdnih igralcev. Ne? In v primerjavi, naprimer, čeprav letvica je zelo visoko postavljena, Seiwald pa Laimer, v primerjavi z našimi veznimi, ampak jaz hočem iti od najboljših, jaz nočem primerjati, jaz ne moram primerjati z Luko Modrićem ali pa ne vem, s komorkoli. Seveda, to je neka zadeva, ki je nas, Slovence, vedno zanimala. Način igranja, naprimer Avstrijcev, Hrvatov. In te primerjave so v številkah preočitne, glede na to, da smo pa bili primerljivi z najboljšimi Portugalci, najboljšimi Angleži, z najboljšimi Danci. Čeprav, isto, ko smo trpeli proti Avstriji, smo trpeli proti Danski. To, ker nismo nekaj obrnili. Nekaj momentov, ko ti da tekma, tudi proti Avstriji, ko smo obrnili in v to smer gre za razmišljanje, ko smo postavili tretjega veznega, smo zaprli vse skupaj, smo takoj začeli boljše. Dobili so neko sigurnost, delo se me, takoj so upali stopiti 20 metrov više in z tega je tudi gol padel. Zdaj, tam par mladi reprezentanci, pa moje treba dodati, da bojo drug let verjetno bojo enaki izzivi ali pa še hujši, oziroma še zahtevnejši, še težji za kaj preizkušati kot letos, ne? Ker v času junija, ko bi lahko imeli neko prijateljsko tekmo, mislim, da marca imamo Ligo narodov, junija pa ne. Bojo oni imeli Euro, ne? Ja, ampak mi moramo zdaj nekaj... Bo še teže, če bi že hotel kaj. Nekaj ločiti, ne? Preizkušati na kak način skozi tekme se da zelo težko. Tako kot smo Sešljarja probali, recimo, ja, zdaj, ne? Si drugače. Jaz vidim ustvarjanje nečesa novega, drugačnega, primerljivejšega oziroma skozi treninge. Jaz sem rekel, ta generacija je potrdila tisto moje avriško razmišljanje, mi potrebujemo v naši kvaliteti določeno število treningov, da se zadeve avtomatizirajo, da se zadeve postavijo na svoje mesto. To je moje razmišljanje. Nekdo verjetno pa bi pač ne bi bil ziheraš, pa bi postavil 3 nove, zdaj kam gre potem, tisto smer potem, to je zdaj drugo. Ne? Jaz se hočem pogovarjati in se pogovarjam o dobrem za slovenski nogomet. In dejstvo je, ne, da v zadnjem času mlajše selekcije dajejo možnost, da razmišljaš, da imaš pa vseeno neki material od spodaj, ki je primerljiv za Ukrajinci, za vsemi temi, s Francozi, za Avstrijci, kakorkoli, do neke kategorije. In če potem, kam se bo to dalje razvijalo, to mene najbolj zdaj zanima v tem momentu, če bo to zrelo, da bo z 2 treningoma
lahko igralo takoj ali v Ligi narodov proti Avstrijcem ali pa v kvalifikacijah, ne vem proti komu bomo pač dobili. Ne. Dejstvo je, ne, da če govorimo že o številkah, največ golov v kvalifikacijah, najmanj prijetih golov v kvalifikacijski skupini, v kateri smo se vrstili na Evropsko prvenstvo, govori mogoče o nečem drugem. Ampak tisto je bilo, mislim, da primerljivo z nami. V tem momentu so Norvežani in Avstrijci bili 2 koraka više, pa tudi mislim, da smo se na določene zadeve, predvsem kar se tiče Norvežanov, slabo odzvali. Jaz bi pa sam dodal, predvsem ta vidik taktično-tehnično, kar se štaba tiče, tukaj ni dilema. Ampak jaz pa vidim en manjko prevzem odgovornosti na igrišču, se pravi odločanja, kako se bom odločil. In tukaj, ko si omenil ravno zvezdno vrsto, je ta manjko sem videl. Odločanja pravilnih potez. Ampak ali ni to povezano z usko kvaliteto? No, v nadaljevanju sem pa na to mislil, ne, da je pa očitno, da se je nekje ta razvoj igralcev ustavil. Jaz ne vem, a se je ustavil zaradi njihovih limitov, a se je ustavil zaradi težav v klubih, a se je ustavil zaradi mogoče neustreznosti za njegov slog igre, taktike ali karkoli. In v tem smislu, kot ste omenili ta zvezdno vrsto, sem točno videl, grem pa najraj primerjam nek središčno osebo, naj bi bil Adam Gnezdačer. Ja. In ko gledamo, ne, res, da je še zmeraj to samo 25 let staro, samo Robi Koren. Pa mogoče ni, ali pa je, no, ampak ta razlika je očitna. Sam seveda moramo pa vedeti, da Robi Koren je vrhunc doživel, ko je bil 30 let star, on jih ima pa še zmeraj sam 25 Adam. Ampak na igrišču je pa vidno, da ne vleče poteze, ki bi jih mogel kot nek nosilc igre. Ki jih je pa vlekel določeno. No, sej, v tem kontekstu gledam naprej. Ta individualni razvoj znotraj ekipe, ki ste jo že selekcionirali, se mi zdi, da se je mal ustavil, ali pa naprimer, da je vrhunc dosegel na Euro. Zdaj, kako to? Ali je to z konkurenco? Mislim, da upam, no, da se ni ustavil. Upam, da je bilo pač eno obdobje, v katerega prideš kot igralec, ker dejansko se je ustavilo tu vse tudi pri nekaterih igralcih, tudi v klubih. Ne? Ja. In ravno na teh pozicijah, ker smo bili pa res, vsaj zame, dobri, pa če igraš z 2 klasičnima napadalcema, če imaš celo eno špico na levi strani, če imaš igralca na desni strani, ki je samo ofenzivno, ki je se dokazano defenzivo dosti slabši. Se pravi, da greš skoraj 4 špici, potem to ni neka destrukcija, to ravno ne sme biti neka. Je pa res, da smo za temi 2 zvezdnimi igralcama, za srcem igre, kot jaz pravim, da smo pa tam zgubili. Ampak ne samo zaradi njih 2. Mislim, da so tudi ostali okoli njo začeli mogoče drugače razmišljati z dobrim igrami na Evropskem prvenstvu, pa mogoče nekdo razmišlja, da ni treba več določenih stvari ponavljati oziroma delati. Dejstvo je pa tudi, da seveda vsaka konkurenca je pa tu lahko zelo dober aspirin za karkoli. Zdaj, kaj imamo pa, ne? To je pa zdaj drugo, ne? To je pa drugo, oziroma odkot pa je mat. U21 je na nek svoj način, ki ni bil primerljiv z igranjem selekcije, nakazala neko pot, ki je možna. Klubski nogomet v Sloveniji je na teh položajih, razen Maribora, zelo močen tudi za nekaterimi igralci, ki so v letih, ki prihajajo. Ne? In zavedanje, da je treba iti dalje v selekcioniranju, do selekcioniranja oziroma v načinu igranja, in da je treba izkoristiti vse resurse, zame zdaj mogoče največji izziv, ne, zame osebno. Jasno je pa, da mislim, tu se malo ne strinjam gora z vami, da pa je tudi strokovni štab tukaj zelo, zelo pomemben. Enostavno zaradi tega, ker je toliko malo treningov, toliko malo skupnih dni, da v tistem momentu je treba biti fokusiran, usmerjen res za tiste bitne zadeve in tam moraš imeti pa kvaliteto znanja, avtoriteto znanja, ne samo imena. In tukaj je seveda še pa naslednji izziv, na koncu in vi govorite o tem, tudi mi pa nismo toliko slepi, da tega ne bi videli oziroma da bi bežali od neke odgovornosti, ker jaz še vedno sem prepričan,
da govorimo in hočemo dobro za slovenski nogomet, kjer pa ne more biti samo proslavljanje na trgu ali pa sprejemi ali pa dobivati priznanje, ampak je treba tudi za konstruktivno, objektivno kritiko zadovoljiti dejansko stanje, v katerem se trenutno nahaja reprezentanca. Zdaj me veseli, da ste izpostavili en detajl, ki ga mogoče ga še nismo, večkrat smo ga posredno, pa vi ste ga posredno večkrat komentirali, ampak recimo Boštjan Cesar je dobil ponudbo novih upraviteljev ali pa vlagateljev v Maribor, je šel. Kako močno se je to v resnici poznalo? Ne? Zdaj, če gledamo prvo tekmo, se ni, ne? V Kazahstanu. Potem, Čisto bila druga tekma. Druga tekma, tako, vmes. Prva je bila v Gorja. Kako je bilo potem naprej, recimo novembra? Kako bi se to morali poznati, oziroma se je ali ni? Jaz sem že kar nekajkrat povedal, pa mislim, da se predvsem me moti to, da se je preveč o tem govorilo. To so stvari, ki se sicer dogajajo. Jaz sem tudi povedal moje osebne mnenje, ki ne sovpada z mnenjem vas ali kogarkoli, da je to na koncu Boštjana Cesarja sem jaz zbral. Razvijal se skozi štab reprezentance, ne vem koliko tekem je do takrat prej vodil. Če v nekem momentu, ko imaš trening popolno razpolago, ti ostane, enostavno ostaneš brez enega človeka, ostalo se tudi, da sem jaz bil volan, pa da se je zgodilo to, kar se je zgodilo meni v privatnem življenju, pa so bile reakcije relativno ok. Zdaj v tem momentu reakcije niso bile ok, pa jaz ne bi rekel, ker zraven Boštjana Cesarja je še bil Luka Brklec, je še na koncu Borut Mavrič, je Novakovič, to se pravi, da to je več ljudi povezanih bilo za delom. Sigurno, da se je na hitro spremenil nek način dela, ker ti za enim treningom nimaš možnosti, da ti trenira obramba toliko časa posebej, pa napad, ti moraš vse skupaj spraviti takoj v celoto. Ampak sama prisotnost, kot sem rekel, avtoriteta persone in avtoriteta znanja, pa je sigurno nosla nekaj. Govorimo samo o načinu, in to danes še zavestno trdim, kako se odhaja iz nacionalne reprezentance. In tu imam jaz svoje mnenje, ki sem ga tudi povedal. Ne. Jasno pa je, da v nekem piramidnem sistemu moraš vse to skupaj predvideti. Takrat, ko je imel Benedejčič težave, je naslednji dan bil na treningu Šalja. To je šlo enostavno eno za drugo in mi je šlo. Zdaj v tem momentu, ker se je pa to zgodilo res, od danes, pravzaprav od popodneva do poldneva, je bila reakcija zaradi potovanja zelo težka. Jaz sem mogoče naredil napako, ker nisem takoj poiskal nove ljudi. Moje razmišljanje je bilo, zdaj se bo govorilo samo o tem, zdaj se bo šli ta je od tega, ta je od onega. Zopet kar je bil pa neko razmišljanje igralcev, ja pa dobro, saj igra, zdaj reprezentanca igra Oblak, Bijol, Šeško in ti, trenerja ni ga pač ni, kar meni zelo legitimno razmišljanje igralcev. Tako da tu je bilo 50-50, jasno pa je, da reprezentanca rabi trenerja, ki nosi to avtoriteto znanja, avtoriteto persone, rabimo še celo, mogoče še koga zraven, mi smo tukaj ostali, ampak zopet to je moja odločitev, to ni odločitev predsednika ali pa generalnega, to je moja odločitev, ker vodim stroko, da bomo morali biti v nekem treningu še direktnejši, še kvalitetnejši za znanjem. Jaz grem tukaj samo na znanje, ker mislim, da ga premoremo zadosti na naših prostorih, oziroma tu nekje okoli, kaj se pač dogaja. In tale odhod meni ni bil všeč, predvsem zaradi tega na način, kako se je zgodil, ker vse, kar je in Cesar povedal in kar sem jaz rekel, so upadali isto. Ja, res sem zvedel prvi, zelo korektno, zelo odprto, mislim, se drugače ne bi mogla delati skupaj 2 leti pa pol, ne. Ampak tu zdaj, da sem jaz neko užaljenost mojo igral, ne, jaz sem samo povedal, kar mislim. Je seveda odprlo, ker očitno smo dobro funkcionirali, ker pomoč oziroma vpliv trenerjev za fizično pripravljenost, za taktiko, za prekinitve je bil odločilen v kvaliteti dela v sami reprezentanci, kaj se je na koncu videlo tudi v rezultatu. Jaz bi tukaj dodal, da prav ta, da rečemo, konflikt, ampak ta dogodek nekako se mi zdi, da je posledica vaše avtoritete. Da je mogoče glede na to,
ni prišlo do verižnega odziva, normalnega, ne? Ravno zaradi tega, ker ste malo premočna osebnost ali pa preveč močna osebnost in vsi čakajo, kaj boste vi naredili. Zapravo, ni bilo nekega naravnega prehoda, če en gre, drug pride, ne? Ampak so vsi čakali zdaj, kaj bo pa selektor naredil. Ne? Kaj bo pa selektor naredil? Ne? Ja, dobro. In da mogoče tako je tudi prav. Povedali ste, ne, da meni se zdi, da so se vsi ustrašili oziroma vsi so čakali. Zapravo, če ni takoj ukrepov, mu že paše. Če čaka, mu spet paše. Ja. Nekje mora biti ta naraven proces mimo odločanja, seveda selektor na koncu odloči, ja, dober je. Ne? Ampak ne en tak naraven proces menjave teh kadrov oziroma ljudi, ki so pomembni v delovanju ene skupine, kolektiva, ne more samo čakati na selektorje. Selektor lahko po mojem mišljenju samo reče, ja, ta prav je. Ampak tukaj se strinjam. Ko gre eden, bi mogli že 3 vrsti čakati in potem samo selektor reče, ta bo. Tudi na koncu mi te trenerje razvijamo, kakorkoli ti trenerji, ki se razvijajo skozi mlajše selekcije, se na neki strani potrjujejo v tistem času, kakorkoli, ne smemo pozabiti, nismo imeli več direktorja reprezentanc. Očitno se tu nekaj dogaja, če se vrsti v 17, v 19, v 21. Jaz govorim o samem rezultatu. Če je zdaj dobro, da so samo top rezultati, da se v tem času pa zraven ne razvijajo igralci, jaz bi tu rekel, da tisti, ki zdaj zagovarjajo tezo, v teh kategorijah treba najprej razvijati igralce, pa potem rezultat. Jaz se tu ne strinjam čisto. Vsak pozitiven rezultat ti razvija igralca dosti bolj, kot ti misliš mentalno in za prisotnostjo nacionalnega naboja, ko smo mi vrsto let nazaj si hoteli priznati temu. Ne. Ampak tukaj v vašem razmišljanju se pa polno strinjam, nekje hierarhija vsega strokovnega dela oziroma prehajanja ali pa razvijanja bi moralo biti pa zelo, zelo jasno postavljeno. Seveda, to je pa moja odgovornost, kar se tiče reprezentance, tudi moja. Ampak jaz še stalno smatram, da slovenski nogomet ne sme biti odvisno od enega človeka. Ne, zdaj je tu Kek, pa zdaj bo samo po njegov. Ali pa zdaj je bil Katanec, pa zdaj samo po njegov. Ne, to mislim, da je tudi na koncu ti boš vzel tistega in za trenerja in za selektorja, ki bo lahko pomagal slovenskemu nogometu. Da pa slovenski nogomet 4 leta zgleda tak, to se je pa pokazalo, da ni dobro. Da ni dobro, to je moje razmišljanje, da ali ziheraštvo, ali dekadenca, ali demagogija je nas pripeljala do rezultata. Nam pa ti rezultati so nujno potrebni v tem, ko so Italijani, vedno Italijani, Avstrijci kažejo neko moč, Hrvati kaj udarijo, se jim uspe, Madžari se formirajo, mi smo nekje zdaj samo kontra utež, mogoče Bosancem, Srbom, pa še tu je vprašanje, ali pa Makedoncem bo vse to vse. Mi moramo gledati, da bomo ostali tu v tej prisotnosti in na koncu, kak nam je bilo fajn, ko smo se zopet pojavili nekje. To je malo po štajersko zdaj. Jaz bi še dodal, ko je selektor lepo okolico našel v opisu, da v primerjavi z okolico smo mi res Nobelovi zmagovalci. To je improvizacija v primerjavi Avstrija, sistem, Italija, tako je nogomet država znotraj države. Madžarska, kako je v skladu s kako deluje celo Madžarska. Se pravi, Hrvaška je približno improvizacija sam s tem, da imajo 110% podporo države, ne 100 ali pa 90. 110, ne v smislu denarja, ampak karkoli, ker tam zaostajajo za nami. Ampak kako doživljajo, kako razumejo, kako se spopadajo čustveno in z vsem, in pač zavedajo se, da je to trademark, njihova blagovna znamka. Kje smo pa mi? Mi imamo pa znotraj pač nek odstotek ljudi, ki se ukvarja z nogometom, eni bolj čustveno, eni bolj natančno, bolj strokovno, drugi malo manj, ampak znotraj tega so vsi samo improvizatorji. Še zmer nam se štadioni pojavljajo tako, ker ga rabimo, ne pa kako ga pa zgradimo ali pa zakaj ga zgradimo, niti ne vemo, ker na koncu noben izgrajen do konca. In vse te suporti okoli nogometa ustvarjajo ljudi samo na ta način, da morajo improvizirati. Še zmer smo brez sistema. Konkretno sistema. Ga imamo, ko govori tudi selektor, ga govori, ampak še zmer znotraj sistema je spet improvizacija. Ni neke normalne poti razvoja. Tako da tukaj smo geni
In iz tega zornega kota je slovenski nogomet mogoče lahko celo za svetovne razmere primeren. Ja, jaz bi pa tu mogoče samo dodal, v nekem momentu, ko smo pa vseeno malo sistematizirali, ko smo pa vseeno malo poskušali postaviti, nekaj časa smo začeli vlagati v infrastrukturo, ogromno mladih je dobilo možnost tudi skozi neka tekmovanja igrati mogoče na mičkeno višjem nivoju, kot pa tiste samo lokalne tekme, so se pa začeli pojavljati rezultati in dejansko ta generacija, nekateri igralci te generacije že prihajajo iz nekega selekcioniranja, čeprav še vedno pravim, da je preveč je tega zanašanja na moment, na eno persono, pa se je pokazalo, da mogoče razen enega, da je vse skupaj bilo to, vse skupaj samo ekipe, da so moštva delala tisto prevago, kjer smo se lahko merili z najboljšimi. Razmišljate kaj o januarski akciji? Glede na to, da govorimo o tem, da je kar nekaj materijala za videti, recimo v Celju, Olimpiji, tudi Kopru, vsi imajo nekaj za preizkusiti. Materijala je za videti, za poskusiti, ali pa za preveriti, ali pa za pretehtati, ali je že primeren čas, ali ne preveč skoraj. Da že. Zdaj, pridemo pa zdaj v ta terminski kaos, katere smo. In jaz raje pozabim januarsko akcijo, ki je prinesla nekaj, koliko igralcev z tiste brezvezne akcije, v narekovaji, kot je bilo mnogo zaslišati, zdaj v 21, pa tudi pri nas na koncu. Raje to spustim, pa da imam 2 kluba v sicer 3. razrednem evropskem tekmovanju, ampak mi smo prisotni tam. Mi igramo, o nas se govori, o nas se piše in igralci so v izložbi. In jasno, da tekma Betis Celje, pa naj se nekdo ne užali, ti ne nosi toliko več in informacij in pozornosti, kot pa tekme te naše lige ali pa ta nekaj, bi pa moralo biti po mojem ustaljena praksa. In to smo zdaj tam. Zakaj se nam liga začne 1. februarja že? Ki ti že sama liga ti zapira, ker jaz ne razmišljam o akciji reprezentančnih s vsemi igralci, da Maribor, Celje, Olimpija, Koper, Aluminij, kakorkoli. Ker da pa je nekaj materijala tam noter, v Bravo je materijala, v Kopru je materijal, vse na koncu, jaz sem v prejšnji akciji treniral z Sandrom Janovičem. To se splača. Ali bo zdaj to prišlo, kaj vena, ne? Ali mora iti res ven najprej, pa potem se nazaj vrn. To je pa zdaj diskusija za nas stroko, za slovensko stroko. Ker vprašanje, če drugo stroko to zanima. To že na moje vprašanje, ki sem ga hotel postaviti, če ga mot, ali pa koliko je moteč ta razvoj slovenske lige oziroma klubov in uspešnosti, ker na nek način selektorju to tudi ne olajša, ampak otežuje delo. Ne, to mislim, tu se moti. Otežuje, da je seveda lepo videti vse, sam sladke skrbi. Ja, mogoče tako, ja. Kakšne? Sladke skrbi, več je kadra, če je, ne? Jaz mislim, da kadra ni ravno več, ker je večina tujcev, ne? Tu si bodimo kar razumeli. Če še pogovarjamo resno, se resno pogovarjamo. To nič slabega. Ker nekdo, ne vem, če se eden mlad vezni igralec razvija ob Dofu, Agbi, ali pa kar način igranja, način razmišljanja, to ne more biti slabo. To ne more biti slabo. In dejstvo pa je, da smo zdaj tudi tu naredili nek preskok in da se zdaj vidi, da pa ni mogoče nujno potrebno vedno bilo iz bivših sosednjih držav igralce z vprašljivim karakterjem. Ne bom rekel kvaliteto, karakterjem in pa z ljudmi, ki so okoli njih, da se pa zdaj lahko v Sloveniji zgodi tudi nekdo, ki je igral v neki drugi, tretji ligi, ampak v državah, kjer je popolnoma drugačno nogometno izročilo in kjer se popolnoma drugače gleda. Jaz absolutno, moje razmišljanje osebno, če nam bi zopet uspelo približati klub Ligi prvakov, jaz to vidim približno zdaj pred Dinamo, malo pač spremljam vse to skupaj, ker nekje tudi življenje vežem na tisto vse skupaj, kaj to za sabo vse skupaj vleče. Ampak že oni pravijo sami med sabo, ja pa pogledajte Slovence, mi imamo samo Dinamo, oni imajo 2 kluba v Evropi. Ne? In dejstvo je, da škoda, da v Mariboru ni v play-offu uspelo, potem imeli 3, kar bi bilo. Je pa seveda to potem situacija s termini, zopet z sistemom, z planiranjem, z pripravo, ker ti pa mora biti klub, naš slovenski klub, vseeno baza. Meni ni
meni se je Karničnik usedel ne samo zaradi njegove kvalitete, zaradi njegovega karakterja, tudi za potrditve nečesa, da ni treba ravno iti v Bundesligo ali pa ne vem kam, pa da lahko pariraš in postajaš pomemben. Kirm je bil zelo pomemben v generaciji, zelo pomemben. Samo njega, on je potem zginil, ne. On se ni uspel materializirati. Zdaj, Žan je imel dosti nesreče. V bistvu je Elšnik nastal skozi našo ligo in igral v paru z Adamom na nivoju, kot sta v nekih momentih igrala Radosavljević pa Koren, če hočemo nekaj primerjati, tako ste vi primerjali v zadnjem času. Ne. In jaz imam rad, da se primerja zaradi tega, da bi se dobilo nekaj ven iz tega. Ne, da se bi kazalo, zdaj s prstom, takrat je bilo pa ta je pa boljši od tega, ker to je brez veze. To pri nas ne vodi nikamor, oziroma pri nas samo potencira tisto, da konkurenčnost, rivalstvo zamenja pa v trenutku razmišljanje, ta je tak ali tak gleda samo na svoje, ta pa gleda samo na svoje, ali si z te strani Trojan, ali pa z druge strani Trojan. Se pa v Münchnu lepo videlo, kak je fajn, ko je pa misel ena, pa ko je izhodišče eno, ne. Slovenska himna, ne. Sej zato je tudi srbski predsednik omenil, da jih je uničil enkaj igra za 5 ur na mesec. Pa gol, slovensko-ligaški gol, ne. Ja, ampak na kak način, ne? Jaz ne morem biti jezen v nekem svojem strokovnem razmišljanju, da sta gole dajala 2 beka. Ja, zakaj? Prvega pa zadnjega. Nekdo se sprašuje, proti Avstriji v nekem momentu se celo pojavilo, da dajemo drugi gol. Pa je selektor takrat začne zapirati. Zdaj pa seveda, to lahko nekdo napiše samo, ki je totalni analfabet ali pa laik. Ne. Ti greš na 3 igre zaradi tega, da dvigneš oba 2 beka više, da si potem še bolj nevaren. Ne. Ti greš iz 4 od zadaj na 3, v bistvu. Tako igra, seveda, zaradi tega moraš dati štoparja, ne moraš dati igrati špico od zadaj. Ne. In v tistem momentu, ko smo se mi dvignili više, je pa nekaj druga. In tu je pa tisto vprašanje primernosti določenih igralcev, pa kvaliteta, pa moment, v katerem so forma, ali je to za neko določeno raznovrstnost, ki pa potrebuje zopet čas, jaz od danes na jutr težko, da se odločim, da bom pa šel kar zdaj, pol ure bom igral 4-4-2, potem šel na 3, potem bom šel na... To vemo. Jaz ta tip nisem, potem bo treba iskati nekoga drugega. Ne. Je pa tudi ta všečnost, pa v nekem momentu prilagajanje pokazala svoje rezultate. No, kar bi jaz izpostavil na tej tekmi, oziroma predvsem v tem golu, ne, je nekaj, kar pogrešamo v vseh selekcijah in v vseh kategorijah, tako naše lige kot naših reprezentanc. Tam smo dali gol z dvojno podajo. Ker mi, Brazilci, ne bomo nikoli, ne, duel bomo težko dobili 1-1 s komarkoli, ampak to je pa usporeden element, s katerim lahko kaj narediš v napadu. In tam je gol dosežen z dvojno podajo v hitrosti, kar, ne vem, sploh treniramo to v naši ligi, ampak tega ni. Tega ne vidiš. Mislim, da te podatke, ko mi ne, ko zdaj iščeš, pa gledaš tekme v miru, pa vse to skupaj, kje smo mi izgubljali žoge, pa na kak način so nam Avstrijci imali žoge. Oni so na 30 metrov od našega gola nam vzeli žogo, pa so bili tam nevarni in tam se je začelo. Čeprav ni javno odbrano vrhunske tekme, to je tudi treba vedeti. In na koncu tudi to je ena kvaliteta, pa če hoče Ragnik to priznati, ali pa ne, kje smo jim mi vzeli žogo. Mi smo vzeli žogo na 35 metrov, ker je bil Karničnik pravočasni in se je potem iz tistega si prišel do, mi zelo težko igramo na postavljeno obrambo. Čeprav smo bili zelo všečni proti Kazahstanu, predvsem v Stožicah, zelo igrivi in tam sem dobil neko vero, da pa se to razvija v pravo smer. Potem je pa seveda, je pa zdaj vprašanje, če se lahko dovolimo v slovenskem nogometu v reprezentanci 8 igralcev, 10 igralcev, da niso na top nivoju. To je pa tista baza. Če ga ti lahko zamenjaš z enega igralca iz Aston Ville ali pa malo tretjega iz Liverpoola ali pa z Arsenala, tu pa je dejstvo, da je padlo meni popolnoma pričakovano. Tukaj morda, ne vem, en tak občutek imam v tem našem slogu igre, imamo menjavo za Stojanovića. Ne, drugače bomo morali začeti igrati. To je dejstvo. To je zdaj malo še v zadnjih tekmah. Mislim, pričakovano. Vse na koncu on igra v klubu, igra od zadaj, ne? In igra v klubu, ki je v spodnjem delu lestvice v serije B. Ne? Mi pa smo
največjo kvaliteto, največje presenečenje ravno nosili preko te naše desne strani. Jaz sem imel slično situacijo v Rijeki Vešovića pa Ristovskega. Ristovski se je zdaj igral v Dinamo, ker sem po teh bokih ubijal. Ne. Tukaj ravno to je nosilo vse. In če ti ta ni v formi, oziroma če ne zadovoljuje, bi pa bila poškodba vmes, kar se je videla na zadnji tekmi proti Avstriji, je pa treba na nek drug način. Tu pa je zdaj bila, tu pa je bil zdaj, po mojem, ne vem, če se strinjate, za tretjim veznim smo dejansko potisnili 2 osemki više gor, takoj smo začeli napadati z 5 igralci više lahko. Se pravi 3 špice, takrat bomo pa treba iti na 3 špice. Zdaj, ali je to? Sigurno, zdaj pa kdaj pa probati? Ne? Ja. V treningu pa pol. In tukaj je pa problem tega, kar smo izpostavili. Zdaj pred 2 dneva v Unionu, ti že četrtkovi termini, ki ti vzameta 2 treninga, in mi smo dobro zgledali na Evropskem prvenstvu, tudi zaradi tega, ker smo imeli dovolj časa, da smo fizično dvignili igralce na dober nivo. Dober nivo, da nismo padali v zadnjih delih tekme na Evropskem prvenstvu, na koncu pa tudi z dosti treninga smo nekatere stvari še potrdili skozi avtomatizacijo kvalifikacije. Ne? In ko smo imeli čas, je izgledalo to vse skupaj dobro, ne? Ampak ne zaradi tega, ker je bil en trener več ali pa en trener manj, ampak zaradi tega, ker smo enostavno funkcionirali skozi toliko ponavljanja. Jaz tu mislim, da nisem za uniformiranost celega reprezentančnega ustroja. U15 mora igrati tako, zdaj gor igrati, zato nisem, ker to ti vzame raznovrstnost, ki pa je nam prepotrebna. In tu se popolnoma strinjam. Rabimo raznovrstnost, rabimo, če hočemo ali ne priznati, tudi kreacijo, ki bo samo potrdila našo delavnost, našo disciplino, pa našo predanost. In dejstvo je, da mi proti Norvežanom v nekih momentih 30 minut, jaz sem zelo zadovoljen, kako smo igrali. In če je Ragnik lahko rekel, da je zadovoljen, kako je Avstrija igrala proti Sloveniji, jaz sem isto ali še bolj zadovoljen, kako smo mi, ko smo izenačili, zgledali proti Norvežanom v Stožicah. Seveda, ko dobiš gol skozi srce igre, kar se pa ne sme dogajati, takrat pa je vprašanje že in discipline, in odgovornosti, in pa tudi tiste, kar je pa mogoče meni najbolj manjkalo. Zdelo se mi je v nekem momentu, tako da vsi skupaj z mano na čelu, nismo bili pa več toliko željni, toliko lačni uspeha, kot nas je takrat gnalo Evropsko prvenstvo. Tu jaz mislim, da je nevarnost tudi, o kateri je treba razmišljati. Zdaj, po mojem, da takrat, olajševalna okoliščina je, da imamo vsaj rešene, oziroma imate rešene odnose bomo rekli, takrat je bil predstavnik igralcev malo bolj neugoden, kar je eskaliralo pred tisto tekmo Severnoirsko v Mariboru. Ne. Tega zdaj ni. To je malo olajševalna okoliščina. Objektivno, vsi vemo, kako je bilo takrat, pa da tega zdaj ni. To je boljše. Mogoče samo to odzadaj, mogoče bolj skrito, to jaz ne vem. Jaz vam res moram, mislim, vse na koncu, prišel sem, da govorim tisto, kar mislim. Jaz takrat dosti nisem dal pozornosti na to in tudi še danes ne dajem dosti pozornosti in dogaja se mi dosti zadev za hrbtom. Jaz ne dajem pomembnosti strategije slovenskega nogometa, ki se dela za šankom. Ali v Ljubljani, ali kjerkoli, tega ne dajem. Ne dajem dosti pomembnosti, če ne vidim, da ni nekaj konstruktivno v določenim kolumnam ali pa razmišljanju, ali pa to. Rad se po nogometu pogovarjam, res, zelo rad, ampak jaz mislim, da to še nikoli ni dobro, nič prineslo slovenskemu nogometu, nikoli. Ne zagovarjam pa poveličevanje nekega lika, da ne dajem primerjave z čim drugim, ker jaz mislim, da slovenski nogomet nista bila niti Katanec, ni v tem momentu niti Kek, niti Zahovič, ampak je slovenski nogomet. In da je tukaj vedno mogoče v nekem momentu nekdo bil neka figura, v katerem se je dogajalo, ampak da je to kompleksna zadeva, kompleksen pristop in pa kompleksno reševanje skozi kvaliteto, ki jo imamo, ampak na naš slovenski način, neprimerljiv z Hrvati, Avstrijci, kakorkoli, ker meni je Ragnik zelo všeč, ampak jaz na njegov način nočem razmišljati, on pa v tistem momentu, tisto, kar ima pa v kjer dela, pa mislim, da razmišlja prav. Če rečemo, da je bila idealna akcija slovenske reprezentance na boku v zadnjem letu gol proti Srbiji in da je bil tisti gol v marsičem povezan z slovenskim prvenstvom. Ne? Kdo je bil akter, je bil pač v naši ligi takrat.
kako zdaj, kaj lahko črpamo iz naše lige, če malo spremenimo temo ali pa jo razširimo na našo ligo. Kaj lahko slovenska liga, taka kot je, ponudi reprezentanci, recimo vaš kolega Zlatko Dalić, tudi vaš prijatelj, je ene par novinarjev v bistvu jim je odgovoril na vprašanje, zakaj ni igralcev Hajduka, ravno s tem, kar ste omenili. Ja, kje pa je Hajduk? Slovenci imajo 2 kluba v UEFA-inih ligah, Hajduka ni, mi imamo samo enega. Kaj lahko naša liga recimo v tem kontekstu ponudi? Jaz, če bi bil drugi pa tretji na svetu, jaz bi še marsikaj drugega rekel. Da smo si kar na jasnem. Je pa seveda, kaj naša liga lahko ponudi? Lahko ponudi sigurno iskanje resursov, kjer jih pač imaš. Ker v tujini igraš še nekaj igralcev, ki so zanimivi. Jaz sem zdaj gledal 2 čez vikend, enega, ki bo kmalu v Sloveniji, čez 2-3 dni, enega, ki igra v Turčiji, ki je zelo zanimiv, ampak je že bil sicer blizu, je pa ga življenje odpeljalo na eno težko nogometno pot in se zdaj potrjuje. Skratka, eno je to, drugo je pa naša liga. Naša liga, ki z pravilom, da mora igrati en mlad, je naredila eno strašno deviacijo, ki jo jaz ne maram. Da igraš zaradi tega, ker moraš igrati. Ali zaradi tega, ker si sin, ali pa zaradi tega, ker so pravila takšna. To je meni nesprejemljivo. Naša liga je z derbijem Olimpija Maribor meni prinesla isti derbi, kot da gledam Avstrija Rapid. Ne to Arsenal Liverpool, Manchester City, da smo si na jasnem, tudi nikoli ne bo, ampak je prinesla dovolj navoja. Če sem gledal tekmo zdaj Rijeka Dinamo, to je zelo primerljivo, zelo primerljivo. Pa oni zmagujejo v Ligi prvakov. In jaz bi to absolutno razvijal, jaz bi pravzaprav, ne vem na kak način bi še bolj direktno povedal, da mi rabimo enostavno pogoje za trening najprej, potem se bomo pa lahko začeli pogovarjati, če bomo te rezultate ponavljali. In pot je, zanimivo je, katero pot zagovarjajo tistih, ki so naredili v stroki rezultat, pa tu, če govorimo o Šimunžiču, če govorimo o Milaniču, če govorimo o Zahoviču, ali pa tisti, ki še vedno iščejo, niso doživeli, zdi se jim pa, da je pa lahko kakšna všečnost, kaj več drugega, tudi primerljiva. Ne govorim niti za eno, niti za drugo stran, imam svojo pot, ki mi jo je dalo življenje in včasih sem dejansko malo pretrmast, ampak našo ligo res ne bi smeli na vseh nivojih podcenjevati. Od selektorja, a reprezentance, vas medijev, predvsem pa tu mislim, da navijačev tudi. Jaz vem, da je fajn se v soboto usest, vrtiš bolgarsko, drugo ligo, žensko, turško, odbojko, vmes pa lahko gledaš še 5 minut tekme Domžale, Radomlje. Mislim, da je to zelo podcenjevalno in da to nič dobrega ne nosi. Ne. Kvaliteta pa sigurno je. Jaz gledam tale mladinska liga, ki jo je nogometna zveza speljala. Prve rezultate že nosita. Zdaj to treba razvijati, zdaj to treba spraviti, da jaz sem gledal derbi lani Maribor Olimpija mladinske lige na glavnem igrišču v Ljudskem vrtu. Čist nekaj drugega, kot pa na pomožnem igrišču v Rogozi, če igra Maribor. Ne. In materijala je tu ogromno. Samo zdaj pa seveda zopet vprašanje, v katero smer. Nekateri zdaj so začeli izpostavljati tujo pamet, ne umetno inteligenco, ampak tujo znanje in tujo pamet, ki je zdaj edina verodostojna v našem nogometnem prostoru. Super, da je. Res super, da je, da ni, da ne bom rekel bleferjev ali pa prevarantov, kakorkoli, da me ne bodo citiral, ampak to je dobro. Ne? Še vedno pa treba vedeti, od kje izhajamo in kdo bo. Vse ti ljudje so bo menjali jutri pa jutri. Je pa to obogatitev v medijskih nastopih, ja, v trenažnem procesu, ker sem se pogovarjal in z Ratnikom in Sešljarjem, v filozofiji igranja, načina igranja, reševanja problema, ko igraš proti sebi primerem ali pa dosti boljšem. In debata, če se 2 trenerja pogovarjate, ali je fajn, da imaš 35% žogo v svoji posesti ali pa 70%, meni je to okej, meni je to dobro in meni to daje neko raznolikost zanima ljudi in ti ljudje bojo prišli gledati. Ker
vse ostalo ne vem, kako bomo izpravili. To mi je raznoliko, Jaz sem vem, kaj vas tišči. In to je pa lahko dobro v razvoju, samo mene pa zanima, zdaj, kdo je od tistih že šel pogledati kakšen trening. Mene to zanima. Mene skozi proces treninga in jaz, kljub temu, da sem prilepili mediji drugo etiketo, mene zanima samo igrišče. In jaz, ko se lahko ukvarjam z igriščem, je meni to izziv, meni to motiv. Jaz, ko moram razmišljati, ali lahko grem trenirati v Stožice, kako igrišče, ali je pokošeno karikiram na Brdu, meni to boli glava. Meni to začne boliti glava, jaz zato več nisem in zato bo morali verjetno drugi ljudje. Jaz bi vprašal, v menu je derbi v Ljudskem vrtu mladinskih moštv v lanski let, v minuli sezoni. Ste videli Kojiča? Ja. Videl sem še tudi enega. Ampak ne, ta zanimiv, kako jaz se pravim, niti nisem posem šel gledati, da bi zdaj neki odstopil po številkah, ampak kako je potem Sanchez opazil, pa on ga niti verjetno tekme mladinskih ni gledal, ampak skozi proces treninga ali karkoli opazil, kako mu paše in kako lahko koristne moštvo. To me zanima zdaj. Se pravim, kdo ni bil prej že v teh mladinskih, se je imel neki, ampak še zmer je bil mogoče eden od 10. Ni bil pa špica, niso bili pred njim. Bil je čisto en drug igralec takrat v središču pozornosti v tisti mladinski ekipi. Jaz bom kontra vprašal, ste videli Karničnika, ko je bil rezerva v Ludogoricu? Sem pa slišal, nisem videl, ker imam drugi, ampak pa se pogovarjal na to temo. Tu je treba biti zelo, ne bom rekel previden. Treba se pogovarjati mogoče v malo širšem kontekstu, ker mogoče ta Kojič bi v Mariboru izgledal čisto drugače. Yes. In jaz sem Kojiča videl, pa dokončno proti Rijeki. Tam pa je bilo meni priče konec, kljub temu, da naj bi oni imeli 10 covidnih, pa kar je meni neumni izgovor po takem času, tam pa sem videl nekaj. Sem zdaj gledal, naprimer, skozi proces treninga Ratnika v sodelovanju z Biolom pa s temi igralci, škoda, da je takno to poškodbo, ali pa Sešler. Jaz moram priznati, pa ne rad govorim v posamezniki, in meni je skozi trening Sešler bolj preseneto pozitivno, kot skozi tekmo. Kar mislim, da je ok. In tega imamo še. Mene zelo nervira Gradišar v Fehervaru, zelo me, ker sem ga imel v Ameriki in vem, da to je lahko naslednja eksplozija. To se pravi, da to so zadeve, zdaj pa skozi kateri sistem in skozi kateri način treninga pa razvijate, tu pa je potem priješ do kvalitete enega ali pa drugega. In dejstvo je, da zdaj ti igralci in Celja in Olimpije nimajo kaj dosti časa za treniranje. In oni morajo bolj vpijati znanje v mentalni pripravi, v gledanju dveh igralcev, ki sta dajala gole na najvišjem možnem nivoju, zdaj se pa trenerja in ta izkušnja je neprecenljiva. Ta sigurno je neprecenljiva izkušnja. In zaradi tega bi jaz tu bil tudi zelo pazljiv ali pa zelo gledal na ravno to raznolikost, ki pa lahko da kvaliteto, ker seveda, če bomo vsi samo ziharaši pa pragmatičari, ne bo dobro za slovenski nogomet, ne bo dobro za fuzbal, ne bo dobro. Tako da tem milijon. En detajl bi sam vprašal, kako se lahko recimo trenerju zgodi, da gre na tekmo v Stožice, govorimo o tekmi dvoboju Rijeka Olimpija, da gre na tekmo povratno v Stožice na enak način, kot je šel ruski selektor 2009 v Ljudski vrt. Po prvi tekmi, da gre javno s takim nastopom, saj smo bili toliko boljši, to bo šlo. Kako greš lahko? In pol dejansko tudi očitno je bil tak pristop, pri obeh. Zelo hitro te lahko to zapelje. Zelo v sekundi. Če pozabiš, da se vsaka tekma začne na novo, da tudi nasprotnik se na tebe pripravlja in ti pripravlja nekaj in lahko. Jaz tudi mislim, da smo tukaj v tekmi v Stožice proti Norvežanom da sem jaz malo skreno, mogoče prej, ne bom rekel naivno, v nekem razmišljanju, ki ni bila moja. Da tista tekma v Oslu je bila seveda takoj pokrita z tekmo v Kazahstanu, kjer smo mi zopet dali gol, pa ne bi ga nam dali 3 dni. In smo mislili, saj smo jih pa na zadnje tekme v Stožicah Norvežane na nek naš način premagali. In jaz sem mogoče tu. In tukaj
Ne bom rekel, da je naivnost. Naivnost težko, da ne treniraš na tem nivoju, pa da si naivn. Oziroma, jaz bi tako vprašal, kako se Pixies počutil v nekem momentu, ko je šel v tekmo proti Sloveniji z mislijo na tekmo v Beogradu. To je 100%, to je tako bilo. Ne? In tukaj jaz pravim, da danes je nogomet gre v smer, kjer ti od včeraj ne smeš živeti niti 1 uro, ne da boš pa živel dalj časa. In to evropsko prvenstvo bomo morali mi čim prej zradirati v stroki, v igralskem potencialu, v razvijanju nogometne zveze in razvijanju pristopu nogometne zveze, nekih reševanju nekih primerov. Potem imamo šanso. Ker če bomo pa na tem živeli, jaz sem sicer rekel v nekem momentu, malo sem zameril nekateri, da se pa lahko nova ledena doba. Jaz sem to hotel malo sicer karikirati, ampak dejansko mi si ne smemo dovoliti, da bi nas zopet ne bilo tako dolgo na sceni. Ne? In scena pa se ve, kaj je. Je pa seveda iluzorno pričakovati, da boš ti vsaki 2 leti na velikem tekmovanju, ker jaz še vedno mislim, da bolj kot dobre igre na evropskem prvenstvu, slabše predstave v delih tekem skozi Ligo narodov, smo mi odvisni od 13. 12. Ta žreb je še vedno za nas nekaj, kar te usmeri v neko objektivno možnost, in dejstvo je, da je skupina za evropsko prvenstvo bila objektivno takšna, da se nas upa takoj reči, tu pa se bo vprašalo nekaj Slovenije. Zdaj, če ti dobiš Špance, pa ne vem, nekoga še iz drugega bubna, potem lahko mi trobentamo, koliko hoče. Cilj je evropsko svetovno prvenstvo, pa je to neobjektivno. Dejstvo pa je, da se da premagati vsakega. Ker Portugalci so sloveli takrat kot najbolj igrivi, največji, eni od Angležih, največji, mi pa 2 favorita pripeljemo do zida. Predati se pa ne smeš nikoli, samo moraš imeti tisti naboj, moraš imeti tisto lakoto po uspehu na vseh nivojih. Tudi na koncu, vi ste komaj čakali, da se bo nekaj takega zgodilo, da boste pa lahko pisali mogoče tudi o nekih zadevah, katerih niste 10 let nas ni bilo nikjer. In tu jaz, če se vrnem na našo ligo, ne, mi imamo objektivno možnost, da nam eden skoraj sigurno že celo direktno gre naprej, kar bi bil za mene fantastičen rezultat. Fantastičen rezultat, je pa jasno, da ne moreš Jagiellonije podcenjevati ker oni niso zastojni tam, ker so. Ne. In tu jaz zdaj vidim, mogoče, tu bo se zdaj videlo tisto, kako lahko gre trener Rijeke na ta način v Stožice. Če boš ti zdaj našel naboj proti Jagielloniji, isto kot si ga našel proti Betisu ali pa v Nemčiji. Ne? In to, da seveda Celje mogoče ima tu pot malo teže, ampak mislim, da so nasprotniki, predvsem pa mislim, da je njihovo razmišljanje primerno, govorimo o 2 trenerjev. Zdaj, verjetno je to tudi skozi klubske strukture, upam, da je tako. In upam, da bo to razmišljanje podkrepilo tudi, da bo Stožice polne, pa da bo zdaj žele polno, ker potem atmosfera ti tudi svoje prinese. In nas je v določenih momentih na evropskem prvenstvu tudi atmosfera dvigovala. Ko bi nekje že šli dol, pa ti ne moreš v Münchenu z tako kuliso, ni šanse, da ti dajo gol. Ni šanse, da ti dajo gol. In tu jaz mislim vse povezano. Ampak selektor, te imamo še veliko, ampak mi tega pa ne moremo. Govorimo o celem Olimpiji, ne? Kje pa je kle Maribor? Z vsemi svojimi trenutnimi potezami. Kje sem jaz doma, pa kaj jaz mislim, pa vse to skupaj ne bomo pogrevali. Nekateri mi celo zamerijo to, da prečkrat poudarjam to, da pač navijam za Maribor, pa ne morem lagati, mislim, ne morem se zdaj finega delati, navijam za Maribor. Maribor je bil v določenem momentu na tej prelomnici z uvrstitvijo v play-off, kjer pa dejansko dobil nasprotnika, ki v tistem momentu bil boljši, bolj organiziran, in Maribor je izgubil tisto rdečo nit prepoznavnosti v slovenskem klubskem nogometu, ko so točno vedeli, v katerem momentu morajo kaj narediti, da bojo pa julija najboljši. In tu mislim, da je velika modrost bila ljudi, ki so takrat vodili klub. Zdaj je klub isto na enem razpotju, ko izgubi v Novi Gorici zaradi tega, ker najmlajši igralec, ki mogoče igra zaradi predpisov, naredi napako, ki jo naredijo igralci, ki imajo 100 nastopov za reprezentanco.
Sama filozofija seveda kluba je pa zdaj gre v katero neko smer, kjer jaz predvsem upam, da ne bomo izgubili slovensko stroko, ki smo na koncu pripravljali za to, da je zdaj tam, kjer je. Je pa jasno, da je pa izziv zdaj skozi Celje, skozi Olimpijo, pa seveda dosti večji. In jaz se bolj bojim, da se bo naša liga razdelila na dva dela. Tisti, ki imajo z nekim kapitalom, ki si lahko nekaj privoščijo, in tisti, ki tega nimajo, pa bojo životarili. Hvala Bogu, po eni strani, meni to škoda, da je zdaj Primorje pa potrdilo, da se mogoče da na nek način vseeno parirati v nekem situaciji. Ne. V Mariboru verjetno bojo morali sami najprej rešiti seveda ta prehod v tuj kapital skozi takšen klub, kot je Maribor, pa to ne mislim za DNK, ampak mislim pač Maribor, kot mesto, kot pripadnost, kot to, da bo zelo pomembno, da klub ostane v nekem realni razliki do Olimpije, do Celja, oziroma da to izniči. In potem sem prepričan, da bojo nove okrepitve, nova energija imela nekaj več časa z stroko, ki od danes do včeraj mora vse to sama voditi, dovolj časa, da bojo konkurenčni tema dvema klubova, ki bojo energijo pa črpali iz Evrope. Jaz sem z Reko bil 3-krat v Evropi, v Euroligi takrat, pa ne zaradi tega, ker sem jaz bil, to je bilo ta fenomen klubskega nogometa. Do takrat so komaj nekje 7-8, mi smo to potem zložili, Damir Mišković je to lepo postavil, ker nekrat se je začelo igrati četrtek, nedelja. Najboljše smo zgledali, ko smo prišli direktno iz Sevilje na Poljud. Niti v Reki nismo pristali. Najboljšo tekmo smo igrali takrat. To se pravi, da to moraš izkoristiti kot privilegij, kot energijo, ne pa, da si takoj zmatran, tako mi Bojan Prašnik rekel, pa to je meni nepredstavljivo. Jaz malo tukaj, ne, da se igra vsak tretji dan v kvalifikacijah klubskih reprezentanc, meni tu bo, kot sem že prej rekel, meni tu bolj tale četrtek, ko je zelo hitro, ko pravzaprav, ker ti igralci ti v četrtek 3/4 njih igra v Evropi. Morajo klubske tekme igrati v nedeljo, zvečer. Se pravi, pred torkom, ki je še vedno manj kot 48 ur, ne moš trenirati. V sredo bi pa že moral trenirati tam, ko igraš, zaradi tega tudi mi ne hodimo več igrati, da lahko vse malo. V Stožicah ne moramo trenirati zaradi drugega razloga. Ne. Tako da, ta Maribor je zdaj seveda izziv večji, ker jaz pa mislim, ne, tako sem takrat mislil, da brez dobre Olimpije ne more biti kvalitetnega Maribora. Tako zdaj isto mislim jaz. Ko sem zdaj lestvico pogledal, ne, to je vse na 35, 36, pa 29. 16. To je lahko rock'n'roll strašen. Rock'n'roll strašen in ne strinjam se s tistimi, ki igrajo na karto, da bo Celje pa Olimpija bo ta zmatrani zaradi na to, jaz kvečemo mislim, da je to njihov force. Zdaj delujeta najbolje, ne? Pa imata te obveznosti. Pa vse vam govorim iz izkušnje, vam govorim, da dokler smo od tedna do teden, to je bilo, pa kje boš igral prijateljsko tekmo, pa kdaj boš jim dal fraj. Tu enostavno zdaj ni treba dati, nič razmišljati, samo potuješ, hotel, trening in to, ko se upelje, pa to je bilo veselje igrati. Časa nam primanjkuje, rad bi sam še en detajl izpostavil, ki vem, da ga selektor ne mara, ampak malo kdo ve, če zgubimo marca s Slovaško, da bo boj za Euro veliko lažji, ker bomo štartali z Lige C. Eden iz Lige C bo šel po na Euro. Ne, ampak to je zdaj seveda. Vi zdaj začnete to razpredati in seveda zdaj danes je to tako široko, da to bojo pa prečitali ti mojstri, ki bojo potem na igrišču bi morali odločati o tem, ne. Dejstvo je zopet, da strategija ni samo strategija selekcioniranja igranja na igrišču, ampak tudi samega funkcioniranja panožne zveze. In jaz se zanašam, celo življenje sem zanašal, samo na naslednjo tekmo. Samo na naslednjo tekmo in jaz še vedno težko verjamem, da se nam toliko stvari poklopi,
da bi nekje skozi Ligo narodov, ko vaš kolega Petrič zaradja to razčleni, vse te načine, mene 14 dni potem glava boli totalno, ker jaz pa razmišljam samo, kak bi bil v kvalifikacijah prvi ali pa drugi, pa vem, pa sem na miru. In seveda, te možnosti, ki se zdaj odpirajo, v Njolu je bila zelo dobra debata glede te Lige nacije. Dobenega nisem slišal, da bi pa raje imel prijateljske tekme. Čeprav pa ti ne daje možnosti, da bi taka država kot Slovenija lahko nekje probala nekaj, selekcionirala nekaj, oziroma da nekaj spremeniš, ker si takoj v tekmovalni tekmi in jaz, če zgubim 2 tekmi proti, oziroma če reprezentanca, ki jo jaz vodim, zgubi proti Slovaški, bomo treba menjati. Bo treba menjati, bo za šankom sklenjeno, da je treba menjati in da bo to ne. In seveda, jaz mislim, da se je bilo treba vsega tega zogniti, da imamo dovolj svoje pameti, znanja, podkrepljenega tudi z dejstvi, z rezultati doseženimi, da bi lahko prišli do tega, da se bi klubi skozi ligo uvrščali v evropska tekmovanja. Predvsem tu mislim, da Olimpija naredila letos res top rezultat, ker način, kako so oni prišli do konferenčne lige, je to moraš nekaj odigrati. To moraš nekaj vedeti, da sta ravno ta tuja strokovnjaka, ki sta uspešna, čeprav se bo to moralo nekaj osvojiti, dovolj velik izziv za vse nas. Meni je to izziv. Jaz sem se z Riero pogovarjal v Murski Soboti na kratko, on je to tresel, te podatke, tako, meni je bilo to interesantno, meni je bilo to top. Jaz sicer nisem ta tip in ne bom njega posnemal, ampak meni je to nek nov pristop. Jaz samo še čakam, da bom uspel enkrat spoznati tudi Sančeza, ki njegov način razmišljanja mogoče malo bližji, ampak s tem ne podcenjujem Riero. Tako da, zanimivo bo, sigurno bo zanimivo, zdaj bojo diplome pa plakete podeljevali ob koncu leta, zdaj bo tu interesantno, kdo bo šel to vzeti, pa kdo se bo pojavil, kdo se ne bo pojavil. Liga se nam bo začela zelo hitro. Zelo hitro, februarja. Imamo infrastrukturo za to. Ali se bojo matrali, ali bomo to poskušali nekje na nek način, ki meni ni, meni tu se ne mora strinjati, da v nekem momentu nam 2 ekipi igrata na enem stadionu, ki ne vzdrži tega in tu seveda 3 ekipe. Celo 3, dobro. Letos 14 reprezentančnih teh, toliko treningov in nekaj me vprašal, če je dobro, da se nekaj časa ne boste zdaj videli. Mislim, da ste bili ravno vi na Dunaju. Pa res je dobro. Res je mogoče dobro, ker seveda vsak bo prišel z neko novo energijo, ker ti fantje, naši fantje, pa reprezentanci, 2 ali pa 3 imajo mogoče možnost, da si lahko privoščijo eno tekmo ali pa 2 malo slabše. Potem jih te izginejo in meni je, ni prav, da mi je zginil čez noč Verbič, ki je sicer, ker to so drugi načini razmišljanja, to so drugi tipi, ki po Gorazdovu dajo raznovrstnost. In ko je ta raznovrstnost še pa ti da kaki gol ali pa še povleče koga za sabo, je pa to nekaj, kar je izven uniforme. Mislim pa, da smo mi Slovenci dokazali, da uniformiranosti oziroma nekaj, da to ne prenesemo. To je moje gledanje na ta problem slovenskega nogometa. Odlična iztočnica. Upam, da bo tako tudi naslednjič in da ne bomo ostali v tej šabloni, ampak da bomo bolj raznoliki. Jaz največji šablonist, pa ziheraš, ampak življenje te marsikaj nauči, in življenje ti potrjuje neki rezultati z neuspehi. Jaz pa osebno mislim za sebe in to trdim vedno, da sem zrasel na neuspehih, da sem zrasel na tistih težkih momentih. Pa ali bil to prvič Maribor, ali bila prvič reprezentanca, ali bila to na koncu tudi Rijeka, edino tisti Arabiji. Ne rabim razlagati, ker tam pa že telo moje ni pasalo tam. Tako da tu jaz hočem biti boljši. Rijeka je bila relativno hiter Stuttgart, ne? Rijeka je bila Stuttgart tako, da se še jaz obrnil nisem, pa so mi že igrali zato sem jaz rekel, da Stuttgart me veže dobre. Pravzaprav smo se še iskali, kako bomo potovanje organizirali, ker predtem smo bili, mislim, da samo v Walesu smo igrali, tam je bil tak totalni amaterizem in se je že tista zgodilo, to, kar se je pač zgodilo. Tako da Rijeka je bila mogoče fakulteta
ki bi jaz vsakemu trenerju privoščil, predvsem tih nekih trenerjev, ki jih je zdaj že kar nekaj ob meni bilo. To mislim v prvi vrsti Boštjana, ki je velik potencial, ampak morate včasih poljubiti kakšen rezultat, poljub sreče, omenjate ga vedno, ampak jaz sem točno tako sem mislil. Moraš pa dobiti tudi po okrog ušes, da postaneš preudarnejši, da postaneš dojemljivejši. In jasno pa je, da v mojih letih razmišljaš pač, kak bi zgodbo naredil, ne kako se boš razvijal, kako boš izkoristil znanje pa izkušnje, ki jo imaš z neko mlado energijo in temelj nečesa je bil dejansko Milan Miklavič za svojim znanjem, za svojimi leti. Energija so pa bili Cesar Novakovič, Luka Brtleče, to pa je to. In zaradi tega jaz pravim, ne deliti na stare in mlade, probati to združiti in na igrišču in ob igrišču. Potem lahko dobiš kaj dobrega ven. To je pa še istočnica še boljša. Tako da mladim je treba zaupati to kot starim, ključna je kvaliteta. Tako da selektor, hvala za obisk. Bilo nam je v veselje in upam, da se še kdaj vidimo. To morate vi povabiti. Vam pa hvala za pozornost, pa se vidimo naslednjič.